Darek Akustik z mano oddaje Radioaktivno, lepo zdrav. Hello, živa. Lani si bil deloven, izdal 3 skladbe. Treba delati, če hočeš kaj imeti, bi rekel Smolarna. Imaš prav, boš letos še potem bolj deloven? Ja, dejansko, zdaj je na planu nova plata, tako da letos jaz sem že oglaševal veselo lani novembra, ni se išlo, letos pa bo sigurno šla, ker bom tako rekoč vse pripravljeno. Tako da to je zadnji singl pred plato, no. Tako da naslednja stvar, ko bo plata, končno, v 5-6 letih. Ali potem do plošče gojiš še posebna čustva? Tako različno, zato ker toliko časa je pa sam to, da so v bistvu tako mešani občutki, ker te skladbe, ko so tukaj gor, so že toliko stare, da so že v bistvu del nekako preteklosti, nisem jih nekako najbolj dosleden s tem, kar delam. Dosti stvari imam novih narejenih, ampak še za starih nimam posnetih, tako da mi manjka malo žurnosti, priznam, ampak boš pozno kot prepozno, no? Tako da to nekaj čustva je sigurno posebno. Čustva pa so tudi tvoja nova skladba, na pomoč pa si poklical Sandro RP. Ja, tako je, ja. Tako da ona je v bistvu odpela ta drugi del. Sandro se v bistvu poznava že kar nekaj časa, imamo tudi skupno zgodovino in v bistvu ona je zelo dobro pozna, o čem skladba gre. Ne gre o njej, no, ampak je vedela, na kakšen način bo mogla to interpretirati, da bo stvar dosegla nek tak učinek, kot sem ga v bistvu želel, ker skladba je nastala leta 2012. V bistvu živeti, tako da je zelo, zelo star komad. 3 producente sem vmes zamenil, da sem v bistvu najdel potem na koncu Aleksa Volaska, ki je potem dokončno mi, kako bi rekel, skupaj sestavo pa pomagal pri aranžmaju. Tako da je glasba pa besedilo so moje, vokal mi potem posedila Sandra RP. Spot je pa naredila Pija Kruglikova, tudi v bistvu prijateljica, ki je tudi umetnica, pa je pa nastopila že pred, ko igralka v tem prejšnjem spotu Biti je malo. Tako da, ja, evo, to je ta izdelek po 20 letih. Spot pa je animiran, je treba povedati. Ja, prvi je animiran, res. Dobil sem v bistvu idejo, da bi bil spot animiran, ko sem videl spot od Dan D za pesem Love Song. In je tudi animiran spot in se mi je zdel res, wow, res bi nekaj podobnega imel, ampak si nisem niti predstavljal, kako bi to izvedel, ker te animacije ponovadi niso tako enostavne v glavnem. Nekako sem v glavnem, da ti nekam pošiljaš, da ti veš, kaj bi rad in potem pošiljaš misli v to smer. In evo, vse je šlo v roko, ne vem, kakšnega leta, ko sem si zamislil, da imel tak spot. Smo se po naključju spoznali, ko smo imeli prvi spot, potem je pa še Sofija še tega pomagala narediti, tako da vse si zdi, da sem, če veš, kaj hočeš. Ali kdaj tavaš v temačnem gozdu? Ja, mogoče premalokrat, mogoče bi mogel večkrat, no. Zato ker ta temačni gozd nekako pristodoba za strahove, da bi se mogel večkrat s strahovi soočati. Vsi bi radi nekako šli, vsi mislimo, da se radi soočimo s temi strahovi, ampak se doskrat obrnemo pred temačnim gozdom, kaj ne? Veš, pa se kar tega, bom reči jutro šlo raziskati te strahove, ampak na koncu, ko greš, pa zmeri sonce posije in je pol boljš. In najdeš pot iz tega gozda. Exactly, točno to je. Bo pa sedaj čustva spustila tudi našim poslušalcem, zato Darek, beseda je tvoja. Ja, jaz bom tako rekel, da bi to skladbo mi dosti pomen, res toliko časa res še ni minilo od nastanka pa do same, potem, da bi skladba išla toliko časa, ko gre za to. Tudi prvi duet je, ko sem ga sploh naredil in jaz bi sem rekel, da v bistvu nekako optimistično naravnano, no. Ljudem bi rad to povedal, mogoče, da naj bodo na vkljub neki na videz strašni ali pa bedni situaciji optimistični znotraj, kar je zmeri nekako sonce na koncu tega temnega gozda. Se posebej, če imaš na tako svečko v roki. So, evo, good luck. Čustva so zajebana stvar, tudi ko ti ni mar. Glava že misel, da zmore, čustva pa zahtevajo boje. Leto mimo je pridena in da, a danes so spomini nekam sporni. Greva čisto potiho drugam, da znova se prebujava skupaj. Veš, zmešal sem si glavo,